Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že uvodni prispevek k veliki nagradi Savdske Arabije. In kot običajno, tudi tokrat si bomo ogledali vse zanimivosti ter značilnosti, še preden se bodo aktivnosti na progi pričele. Tudi tokratni uvodni prispevek bo kot običajno razdeljen na 3 ločene dele. V prvem si bomo ogledali dirko iz preteklosti, v drugem bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge v Džedi, v tretjem in zadnjem bomo še nekaj minut porabili za samo vremensko napoved. A treba je poudariti, da veliko nagrado Savdske Arabije so prvič priredili v sezoni 2021. In ker vsako leto pripravim uvodni prispevek po enakem konceptu, dobesedno nimam druge izbire, kot da letos tu povem, kaj se je zanimivega zgodilo v lanski izvedbi velike nagrade Savdske Arabije. Poleg tega je dirka zanimiva tudi zaradi aktualnega dogajanja in o tem nekoliko kasneje. A kaj se je zanimivega na progi v Džedi zgodilo lani? Videli bomo, da kar nekaj zanimivih točk imamo in začelo se je vse že na samih kvalifikacijah. Vemo, Max Verstappen v zadnjem obdobju je velik favorit. In menim, da smo bili mi vsi presenečeni, ko na začetku drugega dela kvalifikacij je imel tehnične težave. Komaj da se je privlekel nazaj do svojih mehanikov pred svoje garaže, pravzaprav na začetku, brez da bi napravil sploh prvi pravi poizkus. Kasneje smo izvedeli, da je imel težavo z polosovino. In to je bilo že prvo pravo presenečenje. Nepremagljivi Max Verstappen, ki bo dirko začel iz 15. mesta. A ni bilo dovolj. Tudi Charles Leclerc je dirko začel bistveno bolj zadaj, kot so kazali rezultati samih kvalifikacij. Na drugi dirki sezone so na njegovega Ferrarija vgradili tretjo kontrolno elektroniko, kar pomeni 10 kazenskih mest. In seveda ne bomo razglabljali, zakaj se je to zgodilo, ampak dva izjemno pomembna akterja sta dirko za veliko nagrado Savdske Arabije začela v ozadju. Sergio Perez je bil tisti najhitrejši. Njegov drugi najboljši štartni položaj in seveda po kaznih poleg njega v prvi vrsti presenetljivi Fernando Alonso v velikem elanu v prvem delu lanske sezone. A Fernando Alonso je nedvomno protagonist te dirke. Na samem začetku mu je uspelo celo presenetiti Pereza in nekaj krogov je bil v vodstvu. A glavno se je zgodilo pravzaprav pred samim štartom. Fernando Alonso se je napačno postavil na samem razporedu, na tistem mestu, ki omejuje praktično njegov položaj, si je prislužil 5 sekund kazni. Seveda od izkušenega voznika, kot je on, bi vsi mi, navdušenci, pričakovali, da ne bi napravil takšnih začetniških napak. Čeprav po drugi strani Fernando Alonso pozna vse zvijače in ukane, ter verjetno tudi zaradi postavitve, ki je bila nekoliko po strani, je takoj na začetku presenetil samega Pereza. A kazen je bila zaslužena. Tisto glavno se je zgodilo potem. Seveda, pribitek 5 sekund mora voznik odslužiti na samem postanku. In tu pri ekipi Aston Martin so naredili, imenujemo jo manjšo napako. Mehanik je prislonil zadnjo dvigalko na bolid Fernanda Alonsa. Seveda počakal je 5 sekund in ko je bila kazen odslužena,
so začeli z menjavo. Fernando se je vrnil na progo in nadaljeval svojo dirko. Vodil je seveda Perez, za njim Max Verstappen. In Fernando Alonso v zadnjem delu dirke je bil lepo udobno na 3. mestu, čeprav ga je zasledoval George Russell s svojim Mercedesom. A kar naenkrat med radijsko komunikacijo, ki nam jo je bilo dano slišati, smo nekako lahko razbrali, da Fernando Alonso bi lahko dobil vsaj 5 sekund kazni. Zakaj? In kaj so pri Mercedesu, na primer, vedeli, kar sami komisarji niso zaznali? Prav tisto, kar sem vam omenil prej. Namreč mehanik naj se ne bi smel dotakniti bolida Fernanda Alonsa. Seveda, videli smo malce bolj povišan ritem v zadnjem delu dirke, ampak na koncu na zmagovalnem odru, kot sem že omenil, Perez pred Verstappenom in Alonso. Sveda tu je treba dodati, da tudi Max Verstappen s svojim Red Bullom, če začne v ozadju, ima težavo dohiteti, na primer Pereza v enakem bolidu, ki pa štarta iz najboljšega štartnega položaja. A pustimo sedaj to. Praktično neposredno po koncu podelitve je prišla na dan novica, da Fernando Alonso so pridodali 10 sekund. In to zaradi tega, ker kazen 5 sekund ni bila pravilno odslužena, ker mehanik se ne bi smel dotakniti njegovega bolida. Seveda negativno presenečenje vseh nas, ki smo spremljali dirko, in tudi same ekipe Aston Martin. A tu moram dodati, da pravzaprav je FIA dokazala svojo okornost. Prvič, pri Aston Martinu so vložili protest. Dokazali so, da na predhodnih dirkah so pri drugih ekipah mehaniki ravnali podobno in nihče zaradi takega obnašanja ni bil kaznovan. Drugič, pravilo tega ni eksplicitno prepovedalo in ni bilo jasno, ali dotik ali delo na bolidu se smatra tudi s tem, da se na primer prisloni dvigalko in ne dvigne bolida. In seveda, protest je bil v nadaljevanju sprejet, ker pravilo ni bilo jasno zapisano. A težava je v tem, da takoj na to so pri FIA točno definirali, da dotik z dvigalko se smatra kot kršenje pravil pri seveda služenju kazni. Paradoksalna situacija, Fernando Alonso je bil kaznovan. Nato so ugotovili, da kazen je bila neupravičena samo zato, da so nato spremenili pravila in v bistvu definirali obnašanje Fernanda Alonsa na dirki pred tem kot sporno. In seveda danes je zadeva še kako aktualna, ker Mohamed Ben Sulayem naj bi po zapisu na zapisniku skušal vplivati na same komisarje. Preiskava naj bi bila že v poteku in v nadaljevanju bomo videli, zakaj je šlo. A dirka, kot je bila lanska v sami Džedi, pravzaprav, kot vidite, nam je znala ponuditi kar nekaj zanimivih iztočnic, ki so aktualne tudi danes. A vrnimo se k sami progi, k samim lastnostim in vsemu tistemu, kar bi lahko pričakovali. Najprej, dobro nam je znano, da ta proga, ki je dolga 6174 metrov in ima 27 ovinkov, je delo arhitekta Tilkeja, ampak njegovega sina Kastnerja Tilkeja, in je proga, ki po mojem osebnem videnju in mnenju marsikoga drugega ni primerna po današnjih standardih varnosti. Je tipična ulična proga. In seveda v uličnih progah ne moremo pričakovati ne vem koliko izletnih con. Po drugi strani ima ogromno število kombinacij in dobesedno slepih ovinkov. Kaj pomeni slepi ovinek?
da vhod je seveda jasno viden, ampak kaj se dogaja na samem izhodu ovinka, ostaja pa seveda skrivnost in to je potencialno izjemno nevarno. O čem govorim? Če si predstavljamo, da bolid Formule 1, tu je Mercedes W11, šviga skozi kombinacije levo, desno, se lahko kaj hitro zgodi, da na primer voznik zgubi oblast, se zavrti na progi in mogoče trči v kakšen zaščitni zid. In do tu ni nič spornega, nič takega in potencialno podobne zadeve vidimo na vsaki progi. Seveda, ukolikor je situacija nevarna, lahko vidimo varnostni avtomobil, rdečo zastavo, dvojno rumeno, odvisno seveda od situacije. A če vzamemo v zakup, da pravzaprav na progi se nahaja več bolidov, ki vozijo eden za drugim, se kaj hitro lahko zgodi, da v tem slepem ovinku se postavi počez prvi voznik in oni drugi, tu je seveda Ferrari SF pomišljaj 23, na slepo na polno prileti van, ker ga ne vidi na izhodu. In tudi vsaka najmanjša nesreča na tej progi povzroči prekinitev. In to je tisto, kar si mi, navdušenci, ne želimo gledati. Seveda, tu je treba poudariti, da imamo 3 območja DRS in da v preteklosti smo videli že kar nekaj popravkov, ampak vrnimo se k tisti znani tabeli Pirellija in pravzaprav vrednostih, ki jih vidimo tam. Seveda ogromno število ovinkov, ampak vidimo takoj na prvi pogled, da ti ovinki praktično niso ne vem kako zahtevni. Imamo zanko, ampak drugega, kot sem povedal, kar se tiče samih voznih sposobnosti, nič kaj takega. Zanimivo, na takšni progi smo lahko kaj hitro opazili, da pravzaprav pospeševanje in zaviranje je bolj blago od tistega, kar smo videli v Bahreinu na progi v Šakirju. Vrednost pri obeh kategorijah je 2. Ampak še stopnjo višje je treba pogledati, da bomo pravzaprav razumeli, kje so kritične točke. Seveda tiste sile, ki jih vidimo na samem grafičnem prikazu, nam kažejo, da lateralno so pnevmatike pod višjo obremenitvijo. Ampak bočne sile imajo le vrednost 3, kar je povprečje v svetu Formule 1. In pravzaprav bi lahko dejali, da edini 2 vrednosti, ki izstopata, sta tisti mehanski oprijem oziroma grip in seveda evolucija proge, kar je jasno, ker tu kakšnih drugih aktivnosti skozi leto ni, razen dirke svetovnega prvenstva Formule 1 in seveda tiste dirke vztrajnostnih prototipov, ki je že malce popravila stanje na progi. A konec koncev lahko vidimo, da proga, ki ni zahtevna, ampak ki je potencialno nevarna. In sedaj še nekaj trenutkov za tisto, kar verjetno zanima marsikoga izmed vas. Minimalni tlak, ki ga je predpisal Pirelli in seveda previsni koti. Na prednjem paru koles je minimalni tlak za enkrat definiran na 24 funtov na kvadratni palec, na zadnjem paru koles pa na 21 funtov na kvadratni palec, kar na prvi pogled ni nič takšnega, nič čudnega, ampak če se malce ozremo nazaj, bomo videli, da vsaj na prednjem paru koles je tlak strani Pirellija precej nihal. Lani 22 funtov in pol na kvadratni palec, predlanskem 23 funtov in pol na kvadratni palec. Torej, tlak v prednjem paru koles je izjemno pomemben, če si zopet pomagamo z maketo. Višji kot je tlak, seveda nižja je temperatura. Torej, višji tlak je faktor, ki preprečuje dobesedno degradacijo, ampak po drugi strani tudi negativno vpliva na sam oprijem. Zato ta razlika med prednjim in zadnjim parom, kjer zadnji kot pogonski par nekako potrebuje bistveno nižji tlak od onega spredaj.
In zopet neka zanimivost, če pogledamo malce vrednosti previsnega kota. Na prednjem paru koles je ta definiran kot 3 stopinje celih 25. Na zadnjem paru koles pa stopinja cela 75. Torej, velika razlika med prednjim in zadnjim parom koles. Tu pa zaradi tega, ker na progi, kot je Džeda, je izjemno pomembno imeti bistveno boljši vstop v ovinek kot sam izstop. Potrebno je imeti oprijem spredaj. Čeprav sem pred kratkim povedal, da pravzaprav s tlakom so to vrednost malce zmanjšali. A takšni so podatki, ki so nam dani na znanje pred začetkom samega vikenda. Vedeli bomo, ali se bodo spremenili in kako se bodo ekipe prilagodile. Pojdimo naprej, še nekaj minut, seveda za samo vremensko napoved. Dobro veste, da je dirka začne vikend v četrtek, nato petek in seveda samo glavno dejanje, velika nagrada, bo v soboto. Vemo, da gre za večerno-nočno dirko in zato bodo temperature tukaj povedane malce drugače kot običajno. Najprej dnevna višja in nato nočna nižja. A seveda tako v četrtek kot v petek in tudi v soboto ni za pričakovati kakršnih koli padavin. Možnost dežja je nekje izračunana kot manj kot 5%, torej lahko bi dejali nič. In v četrtek bo temperatura med 31 stopinjami Celzija in se bo spustila tja do 24. Nato v petek se bo najvišja temperatura malce spustila tam na 29 stopinj Celzija, medtem ko ona nočna se bo gibala okrog 24 stopinj. Medtem ko v soboto dnevna temperatura 30 stopinj Celzija in tista nočna približno za čas dirke okrog 25 stopinj. Seveda, to, kar se tiče našega uvodnega prispevka, je vse. Vidimo se pri naslednjih, zaenkrat pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.